Vili potuje. Danes se peljemo iz Ljubljane na Bled, kjer bomo spoznali Manco, ki prihaja iz Renč pri Novi Gorici. Kaj pa jo je pripeljalo na Bled? Pokukali bomo v njen kreativni prostor in spoznali njeno blagovno znamko Amabilia Lingerie. Manca, kdaj in zakaj si se odločila, da ustvariš blagovno znamko spodnjega perila? V bistvu to znamko smo začeli ustvarjati že na faksu v okviru enega projekta, tako da je nastala prav spontano. No, ni bil začeten plan ustvariti znamke, ampak potem je bilo to tako všeč in sem želela nadaljevati, ker se mi zdelo nekaj posebnega, nekaj, kar sploh na naših slovenskih tleh nismo še toliko videli, ker se mi da redko najdemo neke posebnejše stvari, sploh še z naravnih materialov. Mi smo se tudi osredotočali ogromno na zapiranje spreda in pa neko posebno čipko. Tako je nastalo. Kako nastaja tvoje perilo? Kje si se naučila te ozko specializirane vrline? In ali perilo izdeluješ sama, imaš kakšno pomoč? V bistvu perilo nastaja najprej po skici, potem se naredi neke poskusne modele, ki se jih potem testira, pa da se vidi, kaj je v redu, kaj deluje, da se malo nosi, da se malo opere. In potem se naredi končne modele, ki grejo v prodajo. V bistvu ja, šivam sama vse. Naučila sem se pa na začetku na fakulteti, imela sem neko pomoč od naših tehničnih sodelavk, kasneje pa potem malo preko YouTubea, malo spremljam še druge tuje znamke butičnega spodnjega perila in se od njih veliko naučim. Ostalo je pa neko poskušanje in vaja in tako. Praviš, da so tvoji materiali naravni. Kako izbiraš materiale? Obiskuješ kakšne sejme? Materiale večinoma potipam pod roko in pogledam, da so mehki, da so potem prijetni za kožo. Ja, izbiram precej naravne, ker se mi zdi to najbolj pomembno, ker je v bistvu perilo najbolj v stiku s kožo. In sploh pri bombažu gledam, da ima najmanj Oeko-Tex certifikat, ker je to neko zagotovilo, da je dejansko naravno, da nima kemikalij in da ne draži naše kože. Potem pa itak gledam na barve, na kakšne posebne čipke. Na sejme pa še ne hodim, ampak si želim kdaj iti pogledati. Kaj je zgodba tvoje znamke? Komu je namenjena? Zgodba moje znamke je, da bi v bistvu rada sporočila dekletom, naj bodo to, kar so, naj se ne spreminjajo oziroma se ne obremenjujejo z neko popolno postavo, da so lepe take, kot so. Rade bi, da se navadijo nekako sprejeti sebe in svojo postavo, svoje telo. Namenjeno pa je sproščenim puncam, preprostim, ki se že počutijo udobno v svojem telesu in bi se še bolj in se počutile neobremenjene. In tudi takim, ki so jim všeč neke lepe stvari. Amabilia Lingerie je mlada blagovna znamka. Kakšno imaš vizijo za naprej? V bistvu idej in vizij je ogromno. Predvsem bi rada vpeljala še kakšne nove in zanimive materiale. Dodala še kakšne druge kose oblačila, malo razširila ponudbo in seveda enkrat v prihodnosti se razširila tudi na tuj trg. Manca, si iz Nove Gorice. Kaj pa te je pripeljalo na Bled? Moj fant. Živijo. Najbolj uporabljen hashtag tvoje blagovne znamke? Hashtag Amabilia Lingerie. Čipka ali mrežica? Čipka. Frjulka ali kremšnita? Ne maram kremšnite. Kaj pa frjulke? Pojma nimam, kaj je to.
Kaj pa ti misliš o Viliju, zakaj si se odločila, da se prijaviš, kaj tebi pomeni povezovanje? Zdi se mi zelo zanimiva ideja, nekaj svežega, nekaj novega in nekaj, kar smo mogoče res pogrešali, glede na to, da obstajajo zdaj modne trgovine, recimo skoraj samo v Ljubljani. In se mi zdi res neka nova platforma za povezovanje, zato sem se tudi prijavila. Povezovanje pa mi ponuja oziroma pomeni neke nove priložnosti, nova spoznanja, nove izzive. Najlepša hvala, ker ste me obiskali. V naslednjih 14 dneh pa lahko na moji spletni strani www.amabilialingerie.com s kodom VILI10 nakupujete z 10% popusta. Kaj pa te je pripeljalo na Bled? Moj fant.